Dober dan, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. In prav lepo pozdrav Tjaži, Artnik, knjige Salabraj. Gostili smo jo lani in v nas je pustila sled. Pustila je sled v tem prostoru, ki je v tem času po njenem nastopu doživel preobrazbo, se prenovil, dobil svoje lepo okrasje, kot bi temu lahko rekli. Morda je bila to tudi nekako končna posledica tega, da smo ta prostor odprli ne samo razumu, umu, filozofiji, kar Slovenska matica počne že dolga desetletja. Ampak da smo pustili spregovoriti tudi drugačnemu načinu. Govoriti knjigam tudi brez besed, jih čutiti. In tako bo tudi danes potekal pogovor z našo gostjo. Tjaži, prav lepo pozdravljena in hvala, da si tokrat že kot naša ugledna članica Slovenske matice zopet ponovno z nami. Najlepša hvala znova za vabilo. Sploh ne znam povedati, kako lepo je, ko se vračaš v domovino in potem imaš priložnost v en tak krasen, niti da tam razložiti krasen ciklus energiji in ustvarjalnosti, eno tako polje, ki tudi mene navdihne k temu, da potem zdaj, ko se vračam nazaj domov, verjetno bom začela tudi z večjim guštom pisati naprej, ker sem, kot pravim, sem tip, ki zaznava, ki čuti, mogoče manj mislim in resnici na ta način, ampak samo se predam toku, da me živi in me napaja. In temu primerno tudi zaznavam zelo močno stvari, mogoče, ki jih navaden razum včasih ne vidi. Tako da sem zelo vesela, da sem lahko znova tukaj. Ja, in tukaj smo se pred letom izbrali, ker smo govorili o tvoji knjigi Ranljiva. Knjigi, ki govori o duhovni preobrazbi, o poti, o iskanju resnice, o iskanju dobrega, o iskanju ljubezni. In hkrati je seveda to knjiga, zapisana beseda. Slovenska matica je bila pred 160 leti ustanovljena prav zato, da časti knjigo v prav posebnem slovenskem jeziku. In od takrat jih je izdala prek 1000 različnih naslovov, različnih razmišljanj, različnih svetov. In odkot ta želja, da ubesedimo, da v knjigo zapišemo nekako svojo življenjsko pot. Ne nazadnje, če pogledamo, so vse civilizacije težile k temu, da seveda ubesedijo tisto najvišje. Krščanstvo, knjiga knjig, Sveto pismo. Zakaj ta potreba po zapisu v knjigi, tudi tvoja lastna, je morda to nečimrnost duha, človeka, posameznika, da bi se zapisal v večnosti in na tak način pustil sled v prihodnosti in da bi sebi kot nekakšnemu knjižnemu junaku dal atribute neumrljivosti? Ali pa je knjiga dialog z drugim, s tistim bralcem, ki je na drugi strani in ki ga avtor morda nikoli ne vidi, večinoma ne sreča, pa vendarle človek čuti, da mora svojo besedo nagovoriti drugega in mu na tak način odpirati svoje srce in njegovo srce. Ja. Ja. Če recimo seveda kot primer vzamem svojo zgodbo, zame je bilo v bistvu tako pri Ranljivi, bom rekla, kot eno, ko te stvarstvo napolni z vso to lepoto in vso to ljubeznijo in vso to alkimijo,
to je kot rojstvo, to moraš roditi. In te boli, če tega ne daš iz sebe. In te boli, če tega ne deliš. Vsaj, kar se mene tiče. Sama se tudi na nek način od knjige odvežem. Ko se ona rodi in rečem, draga moja, pojdi svojo pot. Upravljaj pač pot, ki ti je bila dana. Nosi ljudem to zrcalo, kaj pomeni biti na nek način celovit, neutralen. Če tudi pravzaprav posodim svojo osebno zgodbo, je res s tem namenom, da odzrcalim to našo človečnost, ki se na nek način preliva na to ustvarjenika v izvor, kakokoli človeku bliža ta beseda. In ljudje, ki knjigo preberejo, seveda tudi čutijo, kako se ona spreminja, kako ona komunicira, kako nagovarja. Ko jo sama napišem, ker predtem nikoli ne pišem zares in v resnici sem imela spise v šoli 2 do 1, ker niso razumeli, kaj jaz mislim z Oedipom in tako dalje, ker sem imela vedno filozofske misli in me niso razumeli. Oni so hoteli strukturo, oni so hoteli, da je esej narejen po določenem kalupu in jaz tega nisem štekala in pač sem temu primerno ne imela precej strahu pred pisanjem. In ko se je to zgodilo, nisem mogla, to je samo šlo. In jaz sem tudi duhavno, jaz nekako sem se umsko upirala, jaz sem kaj, ne vem, jaz ne znam, ne zmorem. Tudi ko je recimo prišla knjiga ven, sem imela, kot rečejo Američani, temu vulnerability hangover. To je v bistvu imaš kot enega mačka, ko se ti spostaviš ljudem in potem si rečeš, kako mi jaz tako razgaljena in tako odprto pred ljudmi tam stala. Mislim si, mislim, mogoče pa ne bom. Ampak je serija sinhronicitet me tako potiskala ves čas v to, da je to moglo, da se vse pokrilo. In ko je prišlo ven, ko sem na to recimo poslušala ljudi, ko so mi odpirali svoje srce na različne načine, ko si videl transformacijo v polju, da besedo pač, meni se je tudi s pisanjem zgodilo to, da sem dobila uvid v človeško dušo. Vidim po obrazih, vidim po polju, vidim po očeh, vidim po poziciji telesa, kjer človek stoji in se vidi, ko se ta sila zrcali v polje, če se v človeku nekaj zgodi se mogoče ta resonanca, prav spomin, te iskre, ki jo nosimo vsi v sebi in se človek lahko za trenutek te maske svoje odloži in se spočije. To je bila zame ta knjiga in računam na to, da naslednja. Tudi ko so mi te spraševali, kdaj bo naslednja, bi želeli prebrati kaj več. Mislim, da to je vse pač v Božjih rokah, jaz se samo dam. In iz takega polja na to vmes nastal tudi zvok. Bi se očitno morda želelo življenje v kakofoniji informacij, ker se zdi, da v zadnjih letih je bilo zelo veliko besed izrečenih. In morda tudi veliko praznih besed, ki nimajo substance. Je želelo morda, da obidemo ker se je zelo predkan, zelo dobro razume, on želi vse vedeti, on tako hitro vse hoče vedeti. In je potrebno najti, očitno, da smo tako rekla, te sile želijo na nek način nam pomagati tudi z resonanco zvoka, da pride onkraj našega miselnega aparata do srca. No, nekaj zvoka že imamo tukaj v bližini, na Kongresnem trgu, ampak več o zvokih in glasu, drugačne vrste in narave bova seveda v nadaljevanju in zaključku tega pogovora. Zdaj pa naj bo nekaj delček tega najinega srečanja, sprehod skozi knjige Slovenske matice. Na način, da bomo kdaj pa kdaj tudi ubežali razumu, razumni razlagi, ki jo literarna zgodovina seveda in filozofija in vsi pogosto priznavajo kot edino pravo pot branja. Ne bova se spraševali ne o pravih poteh, ne o pravilnosti besed, ampak se bova s knjigami pogovarjali. In morda prva, Mojster Eckhart, Latinske pridige. V tej svoji knjigi navaja Avguština, ki pravi: posvetite se molitvi v določenih urah in časih. Vedno moli, kdor vedno dela dobro. Pravičen človek namreč nikoli ne neha moliti, če ne preneha biti pravičen. In nadaljuje: tudi dobra želja je molitev. Če je želja nenehna, je nenehna tudi molitev.
Seveda Eckhart, čas drugih stoletij, govori o molitvi, imenuje to pot k dobremu skozi krščansko razumevanje. Meditacija je tudi pot. Ali je tudi taka pot k dobremu? Jaz bi tako rekla, pri sebi nekako niti ne vidim več razlike molitev ali meditacija, ker na nek način človek, ki to silo živi, jo živi. In sem mnenja, da je lahko molitev ali meditacija na tako krasno polje, v kateri človek uporabi svojo mero, da se preda, da preseže to svojo omejenost na nek način v svojih mislih in v svojih čutenjih v telesu. In zdi se, sama tako opazujem to polje, da ko se človek na nek način preda svoje srce in tudi če morda tega še ne čuti, še ne zaznava, je treba vedeti, da tudi če naš ne sliši, ono sliši, ono se odziva in je morda zaradi tega tako pomembna, tako molitev ali meditacija, da se človek v bistvu da ima vsaj nek trenutek v dnevu, ko se preda, ko preneha z svojimi notranjimi dvoboji, z željo potem, da nadzoruje z svojimi obrambnimi mehanizmi vse to, kar v bistvu nas nekako avtomatično zgrabi vsak dan, ampak da samo to, samo tihoti. Mislim, enkrat, ko vidiš to, kako je to presežno, kako presega to tvojo majhnost, te avtomatično pride ta želja potem, da bi se kar vlegel pred tem in samo bil v tem polju. In vse ostalo, da utihne in lepo je, ko si tako Goku in otročič s temi odprtimi rokami proti tej sili, da samo prosiš, naj te živi in te diha. To je zame molitev ali pa meditacija. Zanimivo, omenila si goloto, ta čistost, to iskanje slečenosti človeka, ki vemo, da jo je krščanstvo na drugi strani hotelo na vsak način zakriti. Ta potreba po očiščevanju, torej odreči se vsem paradigmam, ki so, ali pa vsem, bi rekla, nanosom, ki jih vsakdanje življenje nanese na nas, natovori kot breme. O tem je govoril tudi, prav tako smo pri Slovenski matici izdali to knjigo Dionizij Areopagit, ki govori o tej negativni poti. Torej negativni poti, na kateri se očiščujemo, osvobajamo vseh vnaprej določenih spoznanj, vseh naprej določenih predsodkov, vseh naprej določenih čustev. Pa vendarle nekaj mora biti in ostati. Povedala bom to z besedami Marsilija Ficina. To je njegov spis o ljubezni, jasno in glasno in povsem razločno, enopomensko naslovljen, ki govori seveda o vse prežemajoči moči Erosa. In to je tisti izziv, ki bo naslednji izziv s tem vprašanjem. Tu poveže izrazito z metaforo svetlobe in metaforo luči. Takole piše. Če naj na kratko veliko povzamemo, dobro je najvišje Božje bistvo. Lepota pa je delovanje oziroma žarek, ki izhaja iz njega in presiva vse. Najprej angelski nato dušo vesoljstva in druge duše, zatem naravo in nazadnje telesno snov. Ta žarek krasi s sestavom idej, napolnjuje dušo zaporedjem pojmov
krepi naravo s semeni, oblači snov v oblike. Tako kot isti sončni žarek osvetljuje 4 telesa, ogenj, zrak, vodo in zemljo, tako Božji žarek ožarja dušo, naravo in snov. In kdor v teh 4 prvinah uzre svetlobo, vidi ta sončni žarek in se zaradi tega obrne k motrenju nadzemske sončne svetlobe. Zato bo vsak, ki motri in ljubi okrasje v tej četverici, duši, naravi in telesu, njih gotovo videl in ljubil Božjo bleščavo in v tej bleščavi samega Boga. Tudi stari Grki so govorili o vseprežemajočem erosu, torej o ljubezni kot tisti mlin, ki mora prežarjati tako telesno, tako naravo, tako dušo, kot seveda tudi naš te 4 stvari, o katerih govori Ficino. Tudi poznejša krščanska filozofija je govorila o Božji ljubezni. Kar pa poudarja Ficino je to, da moramo seveda začutiti dobro v nas, da bi lahko delali lepo. In pravi, skozi to okrasje, torej, ko naredimo nekaj lepega, ko se približamo lepoti, ko se pogreznemo v lepoto, lahko mi uzremo ljubezen. In seveda je moje osrednje vprašanje namenjeno 21. stoletju, ki časti estetiko grdega. Skratka, uči nas, naj ne iščemo dobrega in uči nas, naj iz tega dobrega ne ustvarjamo na svetu lepega. Kako potem še uzreti ljubezen? Mogoče bom tako rekla, kako recimo sama zrem v to grdoto. Iz pozicije mogoče bolj enega ptička na veji, ki se zaveda, da je sočasno poleg te grdote, ki se zdi, da se samo po nekaterih kanalih forcira. Mi zelo recimo pomaga vedenje, da vem, da lepota je vse prisotna in tako se človek svoj še toliko matra in kriči in izmišljuje, ne vem koliko socialnih medijev, preko katere bi to kakofonijo, s to kakofonijo poskuša zapolniti prostor. To se zapolniti ne da, tisti, ki vidi. Je še ena stvar. Jaz se vprašam, kateri del mogoče kolektivnega nezavednega se na ta način projicirano zmeni in kar se z tega moramo naučiti, imeti pogum, pogledati v to grdoto in kot sem rekla, se slačiti v njej, pogledati, kje imam mogoče v sebi, kje so te moje slepe pegi, kateri del recimo moje duše želi na nek način se osvoboditi skozi vso to katarzo, ki se zdi, da se danes sočasno vse naenkrat dogaja. To mi seveda daje upanje, daje mi moč, ker mogoče zato, ker prehodim sama kar nekaj ton duše in vem, kaj to je, torej niso samo okušanja lepote, ampak recimo moje poti, v resnici okušam tudi veliko bolečine in trpljenja. Vendar vidim to katarzično moč te bolečine in trpljenja v smislu, da pomaga osvoboditi telo, pomaga osvoboditi je kot nek val, ki prileti vame, ali konec koncev, recimo, če bo pretiraval s to grdoto, se bo prebudil gnus, to iskreno čutenje, iskreno čustvo, ki bo opozarjalo na to. In znova se bomo vrnili morda v še bolj suvereno ljubezen in še bolj, jaz verjamem v to, da bo to ne bo premagalo, to je. Mi samo vmes malce, nekaj po svoje formo, ampak to je povsod, to je v tem trenutku, to se da leži vsakemu izmed nas. To je, ne vem, v vetru zunaj, ki premika zastavo, to je v vseh rožicah, cvetlicah, v zraku, v etru,
Recimo, ne vem, če samo zrak človek pogleda in ko je v tej fazi, lahko vidi blinketanje, right? Vidiš v bistvu bleščice, orgona, to se preliva. In ko omenjajo recimo eros, ko imamo pogum, tle moramo res imeti pogum in predajo, da se temu predamo in je tudi milost. Zase lahko rečem, jaz nisem na nič kaj dosti zavestna, ko se mi je to zgodilo. To je milost, Božja milost, da se je zgodil v bistvu ta velik val, ki je stekel čez meni in se je potem začela močna notranja transformacija. Ampak potem tudi doživljaš življenje res kot eros. Vse je živo. Vse, seveda so stvari, ki vidiš, da je tudi ni življenjske energije, ampak recimo veliko tega je, kaj se ti v telesu čutiš ta eros. Postaneš ti v svojem fizisu ta eros. In tudi ta eros te vodi k temu, da dovoliš svojim hormonom, da dovoliš svojim občutkom, da dovoliš poeziji v tebi, da se napolno izpoje. Torej samo res dovoliš, da to steče. In če pride kje do kakšnega žepka, kjer je mogoče notri kakšen krč, ki bi ga mogoče lahko definirali tudi kot grdoto, ta sila poskrbi za to, da toliko časa kljuva, tako je zoprna, ta svetloba bolj je močna, bolj ona kljuva. In mi probamo nekaj to omiliti in se utopimo in ona kuca in kuca in kuca. In potem pride spet neka priložnost in gre dalje. In potem prodre. In ko prodre, pride tisti občutek, kaj sem se toliko upiral. Ja, pesniki so tisti, ki pa se znajo in zmorejo odpreti in se ne upirajo, skozi katere steče. In vesela sem, da je danes tukaj z nami tudi ena pesnica, avtorica knjige Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, Miljana Cunta, tudi nagrajenka z nagrado Prešernovega sklada za leto 2024. In upam, da mi ne zameri, če bom danes jaz prebrala njene verze. Takole zapiše v pesmi Ura. Včasih se pod steklom ure nabere vlaga in zastre številčnico. Ura pove, da zaradi načete lunete in da lahko napako odpravi takoj. Rada počaka v delavnici mojstra, ki pozna vse delce celote in ve, kako zasukati nemirko v točen tek. V zgolj čakanju, brez planerjev in spomina, tik preden zavlada red številk, je soba na drugi strani stene tu. Predmeti v njej lebdijo v breztežnosti. Ne pripadajo, le merijo razdalje. Kar je temeljnega v teh verzih je, da nas branijo k temu zavedanju, da človek vedno želi pripadati nečemu, nekomu. In da je tisto, kar pravzaprav določuje človeka, odnos, razmerje do drugega, razdalja, o kateri govori pesnica. Tudi Pitagorejci so postavili za počelo vsega bivajočega število. In racionalen, razumni človek se danes seveda čudi, kako je lahko neka številka počelo stvari in bivajočega. Zato, ker jih ne znamo in ne zmoremo brati v tem simbolnem sporočilu, kaj pomeni število ena, individuum, posameznika, ki je sam, in kaj pomeni število dve, razmerje, odnos med jaz in ti, med mano in teboj. In kaj pomeni tri kot bivanski trikotnik, jaz, ti in transcendentno.
Skratka, kako danes znova vrniti človeka k takemu branju, k prisluškovanju simbolnih besed, počel bivajočega. Krščanstvo govori o trojstvu. Kako danes še najti prostor za transcendentno? Tako bom rekla, če opazujem malce, kaj se dogaja v svetu poezije, v svetu pisanja, pa tudi na socialnih medijih, recimo, če pač moramo tudi to vzeti v zakup, se vidi, da je danes eno tako močno hrepenenje po tem, da ni nič nenavadnega o teh stvarih govoriti. Jaz se spomnim recimo svojega očeta, ki je imel predvsem podobne izkušnje in kako nekako osamljen se je počutil v tem. Jaz imam danes to srečo, da lahko z vami to delim. Imam to srečo, da je bila knjiga zelo dobro sprejeta, kar pomeni seveda, da to hrepenenje v človeku se zelo intenzivno prebuja. Nikakor, ne vem, ali to takšen načrt, da se to dogaja, ali v bistvu ta alkemija res, ali se morda gremo skozi eno tako kolektivno katarzo, v kateri je potem sočasno velika potreba po tem, da odpiramo svoje srce. To je le sila, ki na nek način teče skozi nas. Mnenja sem, kako skozi pisanje, skozi pogum za to, da izrazimo svoj glas, skozi pogum za to, da sledimo temu notranjemu ognju, ki nas na nek način nas transformira in se zdi, da se samo od sebe to odvija. Ko jaz opazujem res ljudi v sebi v zadnjih mogoče 20 letih, kako se je to spremenilo, koliko je lakote po več. Ljudje si to želijo, ne glede na to, da morda se zdi, če živimo, odvisno spet kam gledamo, če recimo gledamo samo medije, bi rekli, ok, to so pač to je neka svoja matrica, ki funkcionira na nek specifičen način. Ampak onkraj tega, med ljudmi, toliko je potrebe po lepoti, ljudje si želijo lepoto, jo iščejo in iščejo tudi v odnosih. Ena stvar, recimo, ko se človek zgodi samemu sebi in se zave svoje človečnosti in svoje transcendence, takrat se zaveda, kako pomembno je pravzaprav najti to povezavo v sebi in se potem iz te povezave zrcaliti v okolje do drugega. Koliko manj si potem tudi zahteven do ljudi v sebi, ker nimaš teh notrnih ran, nimaš mogoče te notrnje lakote. Ta lakota se polni. Tudi če se to zgodi, imaš uvid v to in prevzameš odgovornost za svoje čutenje. Torej pride potem tudi do ene, recimo mogoče tako z duhovno rastjo, pride tudi osebnostna rast, nekako z roko v roki oboje se prerašča. In zame, jaz nekako ljudem vedno, ko govorimo, polagam na srce, imejte pogum za to, da iščete svojo celovitost, najdite ta stik, iščete ga, ker ta stik išče vas. Ampak sočasno, ko smo povezani, ko nas to napaja, potem stopimo v alkemijo množine in nekaj neopisljivo lepega je v tem. To hormoni funkcionirajo. Recimo, jaz preživim veliko časa v osami na Nizozemskem, življenje me je pač tja tako potegnilo in imam zato tudi veliko priložnosti, da lahko te stvari spremljam s temi nevidnimi očmi, ki jih težko definiram. In ko vidiš, kako se zradosti na to telo, kako mu je, recimo, jaz veliko se tudi s telesom ukvarjam, ne samo z duhom. Zame je tudi pomembno telo, ker v telo se navdihuje ta sila. Telo mi veliko pove, komunicira. In telo je tako srečno, ko lahko najde ljudi, ki lahko pripada. Ko lahko odpre pogumno svoje srce in ga ni strah, da bo zavrnjen, da ne bo pripadal. Ta pripadnost mi je všeč, nekaj si rekla, ta beseda pripadati. Ampak veste, ko ti veš, da v svoji esenci pripadaš, je veliko lažje na to potem sebe ponuditi življenju, služenje. In gremo iz tiste pozicije, jaz želim, jaz pričakujem, meni manjka, jaz praznina, v pozicijo jaz imam, jaz sem, jaz delim. In tudi lažje postaviš potem meje, ker veš, kdo si tle notri. Torej, ni prelivan, si tukaj, si svoj in se normalno je, da se potem deliš o tem.
komunikacija izrazito individualni proces, usmerjen vase, da pravzaprav morda smo osredotočeni samo še nase in na svojo tako fizično kot duševno resničnost. Hkrati pa sva govorili ravno o tem pripadanju. In ker so danes najina tema knjige, seveda knjige zapisane v slovenskem jeziku, je tudi to, kar nas skozi ta zapis določuje, slovenski jezik. Matica je vedno razumela, da je jezik tisti, ki seveda določa posameznika. Ni vseeno, kateri jezik govorimo. Zato, ker govorimo jezik, je strukturiran tako, da pozna tudi dvojino, mislimo drugače, čutimo drugače. Zato zmoremo biti narod pesnikov z največjim številom pesnikov na kvadratni meter naše pokrajine, ker imamo veliko bolj izrazito skozi jezik oblikovan občutek za jaz in ti, za dvojino, za midva. In Boris Pahor je bil eden tistih, ki je prav tako izrazito poudarjal, kako pomembna je ta identiteta, imenovana seveda narodna identiteta, slovenska identiteta. In že pred več kot skoraj 5 desetletji, pred več kot 4 desetletji je zapisal tole. Moralno silo mi daje prepričanje, da je slovenstvo spet v nevarnosti. Čeprav drugače kot v preteklosti. To novo, silno nevarnost vidim v tezi, da je narod nastal s kapitalizmom in da bo z njim odmrl, kakor pravi Kardelj. Pa v tezi, da bodo, to navaja Kardelja, socialistični družbeni odnosi ustvarili proces, ki bo postopoma vnašal v nacionalne forme obče človeško vsebino in s tem upravlja veliko delo pri zbliževanju in spajanju narodov, ne da bi uporabljal nasilje nad stvarmi. Konec navedka iz Kardelja. In potem Pahor pravi, izraz spajanje sem seveda podčrtal jaz. Dovolil pa boš, da se takemu absurdu upre celo moja nespametna mediteranska pamet. Saj se vendar nismo dokopali do svoje narodne identitete zato, da bi se zdaj brez nasilja spojili z drugimi narodi. Skratka, ta želja, da danes tako rekoč celo način, da slehernega, ki govori o ljubezni do naroda, do domovine, do svojega doma, do korenin, ki jih je pognal na neki zemlji, v nekem prostoru, v neki družini, v neki skupnosti, da to pravzaprav celo obsojamo z besedami o nacionalizmu, je Borisa Pahorja zelo bolelo. Spominjam se, mislim, da zadnjega telefonskega klica, ki sva ga imela, in je zelo strto dejal, kliče vas največji nacionalist. In takrat sem mu rekla, če je nacionalizem to, da ljubiš svoj narod, potem govorite tudi z največjo nacionalistko. Pa vendar, ali ni imel Boris Pahor vendarle prav, ko je razumel, da samo tako, če spoštujemo svoje korenine, namreč ne poznam drevesa, ki bi lahko raslo in se razcvetalo, če mu korenine posekamo, da torej
samo tisti, ki čuti te svoje korenine in tisti, ki zna določevati svojo narodno posebnost, to je jezik in vse druge posebnosti in značilnosti, šele zmore spoštovati drugega. Ker samo tako, če boš svoje posebnosti znal določiti, boš lahko določil, v čem je drugačen od tebe drugi. In me zanima, ali je res za izgubo nacionalnih posebnosti, da je ta izguba nujen pogoj, da bi res dosegli popolno svobodo duha, svobodo individuuma, kakor nam danes prodajajo v medijih, ki ste jih že omenili. Zakaj in v čigavem interesu se pravzaprav to godi? Ja, tako bom rekla. V zadnjih 15 letih sem opazila kar veliko različnih sporočil, ki na nek način komunicirajo o tej lažni enosti in lažni pripadnosti. Ko meni v enem trenutku rata jasno, da je to res en tak zelo fantastičen konstrukt, ki nas vse vodi v eno enost, eno mi nešto, rečemo mi Primorci. Verjetno kot njemu gre v lase lup. To, da živim v tujini, doživljam tujino, doživljam recimo iz nizozemske perspektive, kaj pomeni, da izgubljajo svojo pravzaprav identiteto na nek način zelo hitro, da jih sprašujem po, ne vem, po povestih, po glasbi njihovih prednikov in mi ljudje, ki se z glasbo ukvarjajo, ne znajo odgovoriti na to, da je, ne vem, samo njihove coklice in sir in tulipani, in to so Nizozemci, me boli srce, ko to gledam. In verjemite mi, ko sem šla tja, se tudi meni zdelo fejst, kot Slovencev, ki imamo vsi tam neki kompleksni, če smo pač neki, kak je fino tam zunaj, pa neki so večji, pa ne vem kaj. In pa pridem jaz tja in doživim ta svet in oh my goodness, in se s takim veseljem vrnem domov in vračam domov in se vračam k slovenski besedi in se vračam k slovenski knjigi in se vračam k slovenski preprostosti in srcu in ja, mogoče sem tudi jaz nacionalista v tem smislu. Je pa res, da me zelo moti, ko vidi, kako se manipulira z novimi duhovnostmi in kako se poskuša človeku ponuditi novo duhovnost kot neko odrešitev. Polna je manipulacij, polna je nekih praznih obljub, ki s to povezavo nima nobene veze. In se tudi sama potem seveda borim, ko prihajam v stik z ljudmi, ki imajo polni so, temu rečemo recimo, ne vem, spiritual bypass, torej v bistvu človek poskuša na nek način obežati svojo bolečino in svojemu trpljenju, s tem mi obliži. In postane meditacija in postane vadba, lahko tudi beg. Jaz sem ena tistih, ki ljudem rečem, prosim, lepo imejte pogum za ranljivost, ker ranljivost vas bo peljala v to avtentično resnico. Imejte pogum za resnico. In resnica ni vedno lepa. To je tako, kot da pereš cunje, ki so umazane včasih, ampak samo tam boš videl, čez njo boš videl sebe. In kar se tiče Slovenije, ko jo gledam iz te globalne supice, juhice, ki se tako lepo pretaka čez cel svet, zdaj smo vsi enaki in vsi smo isti in se res, kot pravim, meni gre lasje po konci, ker sem mnenja, a si lahko prosim tako vdihnemo in izdihnemo in si privoščimo enkrat masovno to, kar sem prej govorila, da človek dovoli stvarniku, da nam prebudi to avtentično iskro, ki se potem prelije v nacionalno neke posebnosti, ker si človek upa biti vse, kar je, tej svoje avtentičnosti in spoštljivosti in ljubezni in iz te avtentičnosti si delimo. In meni je potem fenomenalno, da slišim drug jezik in uživam v njihovi zgodbi in poskušam v zvokih, samo v zvokih njihovega jezika videti, čakaj malo, kaj je noter v tej vibraciji se skriva, poglej, kako zanimivo. To polni tudi mene, isto kot je on govoril, s tem se polnimo. In konec koncev, če pogledam recimo nas tujce, ki živimo v teh svetovih, ki nimamo korenin pognanih, globokih v tistem okolju, si tujec in domovina je domovina, ta vibrira v tebi, tvoje celice to poznajo, tvoje spomini to poznajo. Veste, ne gre za to,
Da najdemo mogoče tukaj le en kompromis s tem delom, ko želijo ljudje recimo osvoboditi sebe, te teže, ki nosimo, zgodovinske teže, teže travm v DNK-ju. To je drug proces. Bodimo pogumni, sproščamo te stvari, dihajmo v svojosti. Ampak to ne pomeni, da moramo vse, kar je naše, vse, kar je staro, brisati. Sploh ne gre za to. Gre se za to, da to spustiš na boj svojih celic, s tem, da govorim tudi o družinskih, recimo, ne vem, zapisih, ki jih imamo. In s tem, ko se to sprošča, se ti razpira srce še bolj v ljubezni do tvoje družine, še bolj v ljubezni do tvojega naroda in še bolj do ljubezni do človeštva na splošno. Se potem ti si ljubezen, to ljubiš, ampak ne vem, zakaj ne, sploh nimam enega argumenta, no, da bi rekla, zakaj je fajn človek. Seveda, če pa človek izgubi stik same, izgubi stik z enim, z drugim, se individualiziramo, potem postanemo zelo, zelo super orodje za manipulacijo. Zelo lahko nas je fajn razbiti in potem v bistvu se z nami dela, kar se hoče. Tako da jaz mislim, da tukaj gremo po drug proces. In to je, mislim, da ta sprememba, po kateri vsi krepenimo. Kdo sem jaz, osvobojen svoje preteklosti, pomirjen s svojimi koreninami in s tega se potem vrača nazaj v svojo skupnost. Draga Tjaši, hvala. Obljubili smo tudi nekaj danes praktičnih meditativnih trenutkov. Vendarle še pred tem tudi Slovenska matica je izdala že dva prevoda, dve deli Šerija Aurobinde, religioznega misleca, mistika, človeški ciklus in integralna joga. Sam se je posvetil tako imenovani duhovni prenovi človeka in integralni jogi kot osnovni metodi te duhovne prenove. Tako je v svoji knjigi Človeški ciklus zapisal: rešitev človeške uganke ni v tem, da se človek povzpne v nebesa, marveč v tem, da se tukaj na zemlji vzpne v duha in da se tudi duh spusti in naseli v njegovo normalno človečnost in preobrazi to zemsko naravo. Resnično to zemsko naravo, to, ne pa neko posmrtno zveličanje, je namreč tisto resnično novo rojstvo, ki ga človeštvo čaka kot vrhunski dogodek in kronanje svojega dolgega, mračnega in bolečega potovanja. Zato bodi prihodnosti človeštva v novi dobi najbolj v pomoč tisti posamezniki, ki bodo spoznali, da je človeškemu bitju namenjen duhovni razvoj in da je torej to tisto, kar mu je najbolj potrebno. V svojem spisu o integralni jogi pa iz leta 1990 pa pravi tako o svoji metodi. Integralna joga pa temelji na tem, da pojmuje duhovno bitje kot vse pričujoče bivanje, katerega polnosti ne dosežemo s preselitvijo v druge svetove ali pa svojo lastno kozmično ugasnitvijo, ampak s tem, da prerastemo svojo sedanjo pojavnost in zrastemo v zavest vse pričujoče resničnosti, kar smo zmeraj bistvu svojega bitja. Sprašujem pa se, ali je lahko ta njegov koncept duhovne prenove človeštva tudi zlorabljen, interpretiran v duhu skrajne individualizacije človeka, poklon diktaturi jaza, brezmejnosti svobode posameznika, ki
to svobodo razume seveda kot to, da mu je dovoljeno prav vse, ker je on duhovno bitje in na tak način nikjer ne pušča več prostora, da bi lahko ob njem živel še tudi drugi. Stari Grki so vedno govorili, da je največja svoboda posameznika v tem, da zna sam sebi postaviti svoje meje. Zakaj postaviti svoje meje? Ker če znamo seveda postaviti meje svojim željam, svojim nagonom, svojim užitkom, potem smo pravzaprav svobodno bitje. Če pa nas vodijo užitki, želje in podobno, smo seveda največji sužnji in ujetniki. Vi se tudi ukvarjate s posebno vrsto joge. Kakšna je razlika v razumevanju jog, različnih vrst joge in tudi praktičnih izvedbah ljudi? Jaz bi tako rekla, verjetno vsaka ima čisto nek svoj sistem funkcioniranja in mnogi so tudi odraz učiteljev. Glede na to tudi, tako rekla, koliko je različnih tudi zgodb, ki prihajajo v spredje, ko prihaja do zlorab, na raznih gurujev in zgodb, bi se zdelo, da je prav zrcalno, nekako se vidimo, da se to dogaja v teh praksah, da včasih v bistvu nekako človek gre morda do neke meje, kjer pozabi na nekaj, kar pravim jaz, ni to moj izraz, mislim, čista vest se pozna iz različnih virov, govorimo o čisti vesti. Ampak hvaležna sem, da v tej vrečki duha je notri tudi zelo jasen zapis čiste vesti, kaj to pomeni. In ta čista vest te lepo vodi, ti jasno pove, kaj je tvoj duhovni ego, kje prestopaš meje. Nekako, če narediš napako, morda recimo kakšno moralno napako, te zelo hitro opozori, zelo hitro, niso to neki konstrukti, manipulacije, ampak se zelo hitro odzrcaliti nazaj, te klofne po glavi. Liže si tej svoji sredici, hitreje te klofne po glavi in točno veš, koliko je ura, tako da jaz sem zelo vesela, da je tam notri to tako jasno začrtano in da se ve. In se tudi ve, kaj je zloraba v tem smislu, recimo. Seveda, ko govorimo o zlorabi, je to lahko zelo različnih vrst, različnih zlorab, recimo lahko govorimo o duhovnem egu, ko se recimo človek povsem prevzame in se identificira z tem, da je sam Bog. Jaz sem neskončno hvaležna, da v tej moji, se pravi, doti se znajde, to je tudi zahvalivši očetu, ta informacija, kako pomembno je ohraniti to preprostost. In res, niti ni umeten konstrukt ponižnosti, ampak gre za to ponižnost, ko ti vidiš vso to veličino in si samo presunjen pred tem, da jo dopustiš, da te oblikuje in da te živi. Zato bi rekla, da recimo tukaj potem tudi kakšne oblike manipulacije padejo, ker je ta reka premočna, ne moreš. Ne želim se seveda zdaj postaviti nad te guruje, vsak ima neko svoje, zdaj ne govorim za, govorim recimo za situacije, ko pride do zlorab. Jaz mislim, tudi srečam v svojem življenju, recimo naletim na zgodbo, če tako povem, v šali je bil enkrat en guru, tako je bil vse tak velik, pa z brado, pa vse, pa pridem jaz tako oblečen. Ta pravi, tako ne, jaz pridem oblečena v roza, rožice in tako ne, in vidim se gledala. Pridem jaz njemu malo tako na posvet. Čeprav sem vedela, da nimam kaj tam iskati, jih je bila taka situacija, sem rekla, bej, izkoristim gužu. In grem tja in on ponovadi ljudje pride k tem gurujem in reče, ma ne vem, jaz imam te težave, jaz imam oni. In jaz ga gledam in rečem, ma dobro, da ti bi povedati, kaj mi fali in kaj moram narediti. In on me gleda in reče, ma kaj delaš ti tukaj? Jaz sem ono, ma ne vem, prišla sem malo, da vidim, kaj se to pri vas dogaja, ne? In potem mi reče, no to neki gleda neke številke in reče, ne, ti si že mojster, ti to nimaš kaj dosti z vami, da se ukvarja. In jaz tako gledam, reče, ja, ma pogledajte, kako ste vi oblečeni, ne, tako, vi ste zares, ljudje vas jemljajo resno, jaz v teh rožicah, ne vem, kako jaz ljudem povem, kaj vidim in doživljam. In pole, prišepne meni duh, rekel, da ga bo pravil. Ja, bo pravil.
bralo, pa to bo priložnost s tem srečanjem. In resno, po tistem je ta sila, ker mu je bilo to dano, to je dar, mu je tako spalalo čreva, da je prišla ven taka afera o njegovih zlorabah, kakorkoli jaz to sem ne vedel, vsako neko svoje izkušnje, toliko je prišlo ven, da so ga vrgli ven iz asociacij, ne vem iz nekje, on je totalno odletel ven iz cele scene. Da je bila sinkroniciteta življenja še bolj zabavna, je prišel pol v Amsterdam in je učil 2 tedna pred mano v enem centru. Njemu so rekli v tem centru, veš kaj, mi smo mu dali priložnost, da uči, ker si ne bila ti simpatična, pa ne, pa ker so videli, da delamo isti tip joge, so rekli, bomo mi pustili njemu. Pridem jaz tja in ga gledam in naredi, samo me ni prepoznal. Ga je pravil. In pol 2 leti kasneje, jaz pustim to zgodbo gre in se tako nasmehnem, to silje, reče, ti že veš, ti že delaš to po svojem načrtu, jaz sem samo tvoj nekak messenger, če temu ne, pač sporočila. Ne, in nosim sporočila. No in pol se je gospod Revskaj to dobro spravil, da je tako sije in danes on upravlja res to svojo pravo funkcijo lepo, prav vidi se svetloba sije čez njega, telo se mu je spremenilo, popolnoma spremenil način funkcioniranja, govoril prav iz istega vira. Jaz se sam nasmiham, jaz me ne znam povedati, kako je to lepo videti. Ko veš, ko vidiš vnaprej, kaj se dogaja in samo navijaš za človeka, da bo zdržal to temo duše in da bo prišel ven svetloba. In podobno se potem dogaja konec koncev pri ljudeh, s katerimi na nek način prihajamo v stik, tako da pazite se, mogoče se vam kaj dogaja. Sorry, ali čas da vidim. Veliko sva govorili, mnogo glasov, artikuliranih, zvezali v besede, v stavke. Mnogo misli izrekli in vendarle vsak trenutek uporabljali glas. Kako zelo pomemben je glas, pričuje tale knjiga tudi s simbolnim naslovom Vdih lepote, ki piše o Dejanu Bravničarju, znanem violinistu, in v kateri on zapiše življenje zunaj glasbe, torej brez nekega artikuliranega glasu, je žalostno. In da se v mladosti, veselju in svetlobi, o kateri smo govorili, zaključim tudi ta večer z nama in s tabo seveda, draga Tjaši, prepustiva se zdaj zvokom.
izvora in se spontano dogajajo. In kot meni jih nekako poskušam videti, ko gredo zvoki po polju. Na nek način sporočilnost te sekvence zvokov je bil ta, da se dotakne tistih res najbolj nežnih in najbolj ranljivih delčkov v naši duši in da pomaga mogoče v tem sublimalnem delu se počutiti res varni in videni. Zavest namreč vidi in brezmejno ljubi za našimi obrambicami, ki jih na nek način z namenom tja postavimo. Da ti zvoki želijo tako v resonanci obuditi tiste najgloblje dele in pogumiti srce, da se prebudi. Tako da bomo videli, kaj bo prišli ven, vi zaprete oči. Naredite nekaj vdihov in izdihov in vso svojo pozornost smerite na sredino svojih možganov. Vsakeč, ko imate morda občutek, da se je razpršilo po polju, na samo en vdih in izdih in se vrnete na sredino možganov z vso svojo pozornostjo. In od tam se naučite dihati, vdih, izdih. Lahko malce tudi spremljate svoje telo, namreč te naše obrambe, oklepi, kot jih imenuje Wilhelm Reich, so zelo močno sporočilo tega, da se pač ščitimo in se branimo in na nek način telo vidimo in je zato tudi lažje z njim delati, ker ga vidimo in ga opazujemo in se tudi odziva. Včasih se recimo odzove z slino, mogoče se spreminja recimo okus v ustih. Včasih, ko je več življenjske energije, se zgodi, da imamo več sline in smo kot dojenčki. Če pogledate, kako so živi in koliko imate življenjske energije. In pomembno je malce tako opazovati svoje telo, da se naučimo prepoznavati, kje so morda naše ranljive točke in kje lahko preraščamo in se odvijamo. In ko tako opazuješ sedaj svoje telo, ko morda bolj opazuj kasneje skozi svoje življenje. Malce opazuj, kateri del telesa je bolj napet, ali se zakrčiš, ali greš v napad. In popolnoma sprejmeš in spoštuješ svoje telo in se veseliš tega, da je tako povedno. In sem poskrbela za zvoke, karkoli bo želelo se uresničiti v to polje in si predstavljaj, kako se ta zvok sprehaja po polju in nežno ali silovito dotakne tebe. In tvoje telo, kot inštrument, zaigra čisto svojo vibracijo in jo meni vrne. Zato pravim, da so to skupne kreacije.